Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar. Dobrodošli na spletnem portalu Info360, gledate pa seveda oddajo Ura resnice. Danes sta z nami Bernard Nežmah, naš novi stalni komentator. Lepo pozdravljen, Bernard. Živijo. Si našel, ne? S kolesom? Ja, vse je vedno čar, če se malo zgubiš. No, ampak tukaj si, ja. In pa Sebastian Jeretič, po dolgem času si tukaj, ne, Sebastian? Zdravo, ja. Si ukreval. Gležem, štima, hodim, tako da tudi po stopnicah lahko grem. Skratka, vse v redu. Vse v redu. Dobro, pa predlagam, začnemo z debato. Osrednja tema je pa današnja oddaja je kolaps slovenske zunanje politike in kako se naš zunanje politični aktivizem konča pri Karavankah oziroma na Karavankah, ampak za uvod bi vsem oba komentatorja prosil za par besed oziroma pač njuno mnenje oziroma eno krajšo analizo. Zdaj, verjetno sta spremljala sobotno poroko, ne, predsednika vlade Goloba, mislim, spremljala, pač povedala, da po medijih, ne. Nihče od vaja ni bil tam, ne. Bernard, kako ti gledaš na ta dogodek? Ja. Je to, bom rekel, je to nek politični dogodek, PR-ovski dogodek, ali tukaj gre po tvoje res za nek, je šlo tukaj po tvoje res za neko zasebno poroko, s katero se je na nek način končala, pač zabetonirala ljubezen. Če vzamemo, da je zasebnost intima nekaj, kar ostane za štirimi stenami doma, ne, pa ne poročajo mediji, to je seveda nonsens. To je bilo nič od zasebne poroke, ni bilo tle. Dej tisto, kar je meni bilo zelo očitno, je izjemni medijski pomp. Ki se še ni končal, te opozarjam, ne, ker šele prihaja šele. Ne, ampak ja. Če vzamemo na dan te zasebne poroke, je Pop TV porabil levi delež oddaje samo za poročila o tem in potem so imeli celo take stvari, da so dogodek je bilo vse karkoli povezan. Celo tam nek otrok je plaval v bližini, pa so vaše otroka spraševali, kaj si kaj mišljali, sicer je bil fanti čist bister, ampak skratka vse, kar je bilo v okolici tega, je dobil status celebritete. Tisto, kar je mene malo presenetilo, je bila nacionalka. Ne? Ona je štartala z sicer nenavadnim stavkom, da je Golob potem strnil svoje misli, a ne, jaz tam nisem videl misli, prepovedal, da je srečen, da se ima fino, misli ni bilo, skratka so spremenili to v neko hvalnico, ampak... Besedo strnili misel so uporabljali. Ja, onda je on strnil misel, ki je nekaj povedal, a ne, mislim, da je srečen. No, pol je bilo presenetljivo pa to, da sredi dnevnika si imel še en vklop in na koncu dnevnika še en. Skratka, nacionalna televizija je za osnovni dogodek glavni dala zasebno poroko, ki je tako rekoč ni. Se bo prispevek plus 2 vklopa, ali kako? Prispevek plus 2 vklopa, ja. No, zdaj, kaj je pravzaprav tle nastalo? Ne? Vsekakor je postal Golob ena osrednjih, jaz temu rečem, celebritet. Se pravi, ni osebnost, ampak celebriteta. To je Blush Steen, ameriški sociolog, je napisal zgodovino teh ameriških zvezdnikov in če sam na kratko povem, je kot prvi velik je bil Lindbergh Charles, ki je preletel Atlantik z avionom, ne, na en mah. Velika stvar, ne, gotovo herojsko dejanje. Ampak on je potem postal prva celebriteta. Na kakšen način? Ko je letel, se je že zmenil z New York Timesom in drugimi mediji, da je potem naslednji dan, ki je prišel v Pariz, so išli po prvih 6 strani New York Timesa o tem letu, vse prepovedal, pol je dal intervjuje. Skratka, naenkrat je postal zvezda on sam. Karkoli je naredil, je bilo zvezdniško. In to je trajalo kakih 10-14 let, potem je pa zginil. Pol ni bilo pa ničesar več. In zdaj prav imamo dva tipa osebnosti. Eno je junak, ko si nekaj naredil. Neko dejanje in pa se tudi zapišeš. V zgodovino se te spomnijo, naredil si to in to. Lindbergh je v resnici preletel Atlantik, gotovo. Drugo je pa ta celebriteta, po slovensko bi lahko rekla, medijska zvezda, ki jo pa naredi pravzaprav ime. On ni naredil velikega dejanja, ampak je veliko ime. Veliko ime je pa tautologija, ta, ki se ves čas pojavlja in ki se mu sledi vsak najmanjši korak, kakršenkoli je, efemeren, nesmiselen. In v tem smislu je Golob bo uspel in če bi rekel, to je vsekakor, bi rekel, velik vpliv njegove žene, kot zvezdnice, celebritete, je zdaj pravzaprav on vse to prevzel. Nekoč, če vzamemo, tako je bil fizik, pol je bil direktor,
potem pač premier, zdaj pa zvezdnik. Zvezdnik v celem smislu. To je naravni dejstvo. Zdaj, kaj pa to za politiko pomeni, pa seveda drugo. Jaz se spomnim, da ena taka velikih zvezd je bila Angelca Likovič. Ravnateljica ene osnovnih šol, znana je, da za Janše, ne? Povedala še, da je Janša učila. In ona je nastopala v medijih, zelo radi so jo imeli, ker je predstavljala konzervativno, danes, kot večini je izgledala smešenik. In bila je popularna. Potem je kandidirala enkrat na predsedniških volitvah in je dobila 1%. Skratka, ni razumela to, da eno je ta medijska popularnost, ampak imaš nekoga rad za to, da se mu režiš, pa norce z njega brijaš. Druga je pa ta politična moč. In zdaj ta popularnost Goloba skozi medije, ki je povezana tudi z tem, da jih bodi si tako drugače subvencionira, plačuje gor dol, je ustrežljivost. Mislim, da nima čiste korelacije z uspehom. In v tem smislu, prej bi rekel, da je irelevantno. Na nek način, ko človek opazuje ta svet, dejstvo je, da kdaj ljudje tudi merijo. Politiko merijo in lahko ocenjujejo in to tudi radi počnejo in Golobu to, da mediji pripovedujejo, da je največji, najboljši, mislim, da to ni pot do uspeha. Zdaj, Sebastian, bom rekel, začnem tam, recimo, kot je začel pač banati te besede, oziroma ko je Golob strnil misli, on je prišel ven in je rekel, da je srečen. In da je srečen zaradi tega, da je rekla da. Kdo na poroki reče ne? To se zgodi, na taki bi bilo to malo težko. Ja. No, ampak tako je, on je žarel dejansko tam od sreče in veselja. Ne? In jaz mislim tako, da je to bilo, dajmo reči, tudi če je nekaj tam pristnega, je pa popolnoma jasno, da je dogodek bil spolitiziran. In fenomen, ki ga je Bernard odlično opisal, se danes v politologiji imenuje estradizacija politike. Ne? To pomeni, da se politični voditelj, namesto da bi se bahal z rezultati, dosežki, ali pa da bi ljudem govoril, pred nami so težka leta in karkoli, torej nekaj vsebinsko političnega, se dejansko ukvarja kot navaden estradnik. In ne samo na dan poroke, Pop TV je iz tega naredil cel reality show, to je bilo korak za korakom, torej organizatorka poroke, ki je povedala, katere barve so letos in potem pa, ko so jo vprašali in kjero je izbrala Tina Gaber, to pa je skrivnost do dogodka. Skratka, odpeljali so ta PR iz dneva v dan, ta kratkoročni PR, perfektno za tisto ciljno skupino, ki v Sloveniji dejansko odločajo volitve v končni fazi. Imamo masovno demokracijo in odločajo volivci, ki politike sploh ne spremljajo in se odločijo lahko celo na podlagi, recimo, estradništva. Ampak kaj je problem? To je politično naivni del telesa, ki je pa tudi najbolj nehvaležen. Oni bodo čez en teden pozabili na to zadevo in kaj drugega jim bo recimo pritegnilo pozornost. Se mi zdi pa en drug vidik te poroke pa izjemno pomemben za rezultat volitev. Zdaj, eno je torej ta PR iz dneva v dan. In to so odpeljali obrtniško, perfektno, lahko rečemo, sicer kičasto za en del javnosti, ki je politično angažiran, ampak za tistega, ki ne, perfektno. Lahko samo nekaj tle skočim, Sebastian, da mi potem ne uide. Ko praviš, da so odpeljali, kdo je to odpeljal? Kabinet, Golob, ali to mediji sami po sebi? Ne, jaz mislim, da je to ekipa skupaj z mediji, ki so seveda danes propagandni aparat tega režima. Absolutno. Torej imamo propagandni aparat tega režima. Zdaj, rumeni tisk se pač kupi ali z uslugami ali z reklamami in tam prostor ni bil problem dobiti, ker se, če ne drugega, je bilo to v interesu rumenega tiska, ker se prodaja zaradi estradništva. Ampak tle sta bistvena TV Slovenija in Pop TV, TV Slovenija, ki je popolnoma, bom rekel, severnokorejskega stila propaganda te vlade in Pop TV, ki pa zna včasih malo pikant, ampak strateško gledano je še vedno antijanšističen in bo vedno pomagal, recimo, tistemu, ki je antijanša favorit, recimo. Tako da ta del je bil oddelan strani ekipe, ki tudi skrbi za celotno estradniško podobo predsednika vlade. Ampak tisto, kar se mi zdi pa dolgoročno pomembno, zdaj, če gledamo pa strateški PR. Strateški PR pomeni, da ne glede, ali je do volitev en mesec, 6 mesecev,
ti sestavljaš mozaik zadnjih 72 ur. Ker volitve niso zadnjih 72 ur. Zadnjih 72 ur je pomembno, torej vse, kar ti počneš danes, se vprašaš na koncu, kako bo to vplivalo na zadnjih 72 ur. Ne? Tako kot recimo kristjani pri vsaki odločitvi se morajo vprašati, kako bo ta odločitev na sodni dan presojena, recimo. Ne? In enako velja v političnem marketingu, kako bo na volilno nedeljo. To pomeni, da se sestavlja kamen za kamenom mozaik tistega neke mentalne in čustvene scene tistega finiša, v katerem se bo zgodila odločitev. In z tega vidika se mi zdi pa poroka izjemno pomembna. Ne? Zaradi tega, ker do sedaj je Tina Gaber bila konkubina predsednika vlade. Ne? In je bila tudi predmet številnih, tudi mogoče včasih nesramnih, neprimernih opazk, zato ker je imela, dajmo reči, partnersko pestro zgodovino. Ne? Skratka, imela je nek imidž, ki je škodljiv za kateregakoli političnega voditelja. Še posebej, ko bomo pol prišli na mednarodno sceno. Ne? Čez 6 mesecev bo to mimo. Ne? Ona bo žena. Očiščena. Ne? In to pomeni, da je iz tega vidika pa ta poroka bo imela nek učinek, ker naslednja vlada zagotovo ne bo, oziroma naslednja konstelacija parlamentarna ne bo taka, kot je v tem sklicu. Ne? Jaz še vedno mislim sicer, da je Golob favorit za drugo mesto, to pomeni, da lahko ponovi, kar je dosegel Šarec, ki je dobil 2018 recimo 14% pa sestavil vlado. Ne? Mislim, da bo izbira samo v tem, ali bo večino lahko dobil Janez Janša ali jo bo dobil Robert Golob. Če se ne zgodi neka politična bomba, recimo, ki bi to spremenila. Ampak z današnjega izhodišča dajmo reči, da je to najbolj verjetna opcija. Ne? In zato bo pomembno ne samo kakšen bo rezultat, ne? Ampak tudi koliko teže bo na Robertu Golobu tudi z tega vidika. Ne? Ker Tina Gaber je bila izjemno močna v tem mandatu. Ne? Je odstavljala tudi kakšne ministre, vplivala na pomembne odločitve in je to počela dejansko kot konkubina, ne? Brez neke legitimnosti. Čez 6 mesecev bo to povsem drugače. Ne? In ko so iskali razne primerjave, jaz sem takoj pomislil tukaj na Evito Peron. Ne? In dejansko je to se mi zdi, da je taka podoben model, ki se je zgodil, pa še z enega drugega vidika. Ne? Ona je dejansko, dajmo reči, celo življenje prodajala glamur. Ona je bila tudi spremljevalka, torej, ko je bila kot eskort, zdaj ali to pomeni, karkoli pomeni ta beseda, je bila vedno glamurozna, torej bilo vedno razkošje neko. Ne? In tudi Robert Golob je dejansko, on je princ komunizma. Ne? On je obogatel ne zaradi neke menadžerske pameti in sposobnosti, ampak dejansko zaradi tranzicijskega kriminala v končni fazi. On je preprodajal našo državno elektriko in na ta račun služil milijone. Skratka, imamo dva glamurozna človeka, ne? Ki pa se prodajata kot del ljudstva, ne? Ki se prodajata skrajno levemu delu slovenskega ljudstva. Ne? In je tudi tukaj neka primerjava mogoče s peronizmom. Vemo pa, da se v Argentini ni najboljše končalo, ne, takrat. Ja, se pravi, gospod Štanc dela primerjavo z Italijo po drugi svetovni vojni, ti pa z Argentino, po Peronu. No? To sem te hotel benati, jaz tudi sam še bi tukaj nadaljeval. No? Zdaj, tukaj je pač na koncu omenil Sebastian. Ne? Zdaj, tam smo videli v bistvu zelo bogate ljudi, ne? Videli smo blazne avtomobile, ne? Ed je bil celo nek blendiran rover, menda za 370 000 €. Hkrati pa Golob, kot je opozarja pač Sebastian, vodi v bistvu neke vrste levo politiko. Ne? Kako se pa ta scena potem prime med nekimi levimi volivci? Recimo nekomu, ki ima, ne vem, pokojnine 600 €, 700 €, 800 €. No, zato treba počakati na volitve, da vidimo, kako to je. To se strinjam, ja. Bi rekel, pažam nekaj drugega, da je Golob, pravzaprav Sebastian je rekel, da je šampion na tej levi strani, ampak leva stran je pravzaprav ni več. V zgodovini smo imeli, recimo, ko je bil Golobič tam v začetku prejšnjega desetletja s svojim zaresom v nekem poskusu pohoda, so bili v konfliktu z Pahorjem, z Desusom. Skratka, tam je bil en dialog med partnerji. Mislim, dialog, rečemo, tudi konfliktni. Ne? Kaj se zdaj dogaja?
Pred zadnjimi, parlamentarnimi, so se seveda vsi samo kastrirali. Vsi so molčali. Skratka, pustili so vse besede, ki je govoril v spopadu z Janšo, takrat je bil Golob. Bratuška, ostali, jih ni bilo, celo iz studija so odšli. Skratka, finalnega soočenja, ne vsi. In takrat je zdela, recimo leta 2022, se je zdela to strategija, politična strategija, da s tem, ko bomo mi malo umolknili, bomo dali dodaten pospešek našemu skupnemu kandidatu. Zdaj je pravzaprav situacija ista. SD, Levica, vsi molčijo. Rečemo, to je dejansko tema Levice, če že govorijo o delovskem razredu, potem bi mogla biti v največji distanci, v ironiji, kakšna bodica bi mogla priti na račun. In tukaj je popolna korektnost, anemičnost. In v tem smislu je Golobova moč, mislim, da večja na politični strani svojih zaveznikov, ker do zdaj se še nihče ni odločil za resen konflikt. Ko je SD nedavno kakšen stavek spregovorila, so takoj najdeli njihovega ministra, da je na črno postavil neko hiško, ali barako, nimam pojma. Zdaj se to mi govori o zelo močni, premišljeni politiki Goloba in za razliko od Šarca, ki je bil enodnevnik, oziroma enomandatnik, je seveda on gre na long run. Namreč, tisto, kar je bilo meni zanimivo, tisti škandal, ki je bil evidenten škandal, če minister na črno postavi nekaj mirne duše, to je črno na bela, vse ni. Ampak, to najbrž ni bila skrivnost, vse tam so mogli vedeti. In zdaj je očitno ima Golob tako dobro notranjo informativno, bi rekel, službo, skratka, ali pa bi rekel črnčec, ali karkoli kdo že je, kdo to izpele, da pozna šibke točke svojih zaveznikov. In jih potem samo v pravem času lansira. Tega ni lansiral opozicijski časopisi, tega niso opozicijske stranke, to je prišlo tako rekoč iz kroga svobode. Skratka, svoboda je najdla še en način, kako svoje partnerje utišati. Ne samo zdaj, prej je bila cena za skupno zmago, zdaj jih pa lahko degradirajo. In zdaj tisto, kar je ključno na volitvah na tej strani, da se pokaže, koliko nas je recimo za Goloba, koliko nas je za Mesca, koliko nas je za Hana, to izginja, tega ni. Skratka, meni je nenavadno, kako so pravzaprav se obnašajo te stranke, kot da ne sodelujejo zdaj v predvolilni bitki. In bi rekel, karkoli se dogodi, doživljamo one popolne absurde, kot imamo predsednico državnega zbora, ko pravi, da bo kandidirala, in pa hkrati pove, da je rekla, to pomeni ne. Razumi zdaj, kdor more. Oziroma, predvsem smo se navadili na nek način, da besede, ki jih pove danes, so lahko jutri pomenijo nekaj popolnoma drugega. Ampak nobene ironije z njihove strani, njihovih zaveznikov, skratka nič, vse oni samo spremljajo. In to se mi zdi močnejši faktor, kot zdaj samo kdo bo verjel, a bo kdo verjel, ali kdo ne bo verjel. Ampak kljub temu, bom rekel, ko pač domišljen načrt, plasiranja afer, obvladovanja medijev in podobno, vidim po teh anketah, Golob stoji pa zelo slabo on osebno, pojavljajo se tam nekje proti koncu lestvice. Ampak recimo, tudi Gibanje Svobode je seveda se prepolovilo in več in tako dalje, ampak še vedno je favorit za drugo mesto, vse to pravim. Jaz mislim, da je Prebilič zamudil en ključen moment. Nekje februarja je bilo čutiti, da je tisti, dajmo reči, obstaja nek politični razred, par 100 ljudi, ki lahko recimo vplivajo na desetine tisoč glasov. To so recimo ali kakšni župani ali pomembni gospodarstveniki in vsi so bili njihovi, od levega bloka, levega seveda pod navednicami, oziroma bomo rekel od anti-Janša bloka, da je bolj jasna opredelitev. So vsi že takrat odpisali nekako Goloba in so bili zreli za nekoga novega, ki bi prišel, povezal, združil in pripravil neko novo platformo za naslednje volitve. In on je takrat zamudil, malo je cincal, malo se tudi mogoče, ni hotel povezati z vsemi temi vplivnimi ljudmi, in Golob je enostavno šel takrat v protinapad. Tudi parkrat je zelo pikro usekal recimo po Prebiliču, ni dobil nazaj odgovora, kot je rekel Bernard, je dejansko, kot da je nedotakljiv strani ostalih akterjev anti-Janša bloka,
In je spet malo zadihal. Ne? To je kot pri kolesarstvu, da je nehal Prebilič kolesari, da je počakal ga po gumi defektu, ker ni korektno, da bi mu zbežal recimo v etapi, ker je se tisti mal zaletel nekam. Ne? In skratka je ujel ta ritem in je spet favorit za drugo mesto. Ne? Jaz mislim, da bistvena zadeva bo ravno ta končna konstelacija in trenutno sta samo dva favorita za recimo zbrati neko večino. Ne? Janez Janša kot vedno in verjamem, da bo tudi zmagovalec teh volitev in je vprašanje, ali bo imel partnerje in mislim, da je Robert Golob trenutno še vedno favorit za drugo mesto. Zdaj, do volitev je še 6 mesecev, to je ogromno, to je kot, da smo v košarki še 10 minut do konca, se da zelo hitro ujeti kakršnokoli razliko, kar lahko gledamo tudi na aktualnem prvenstvu. Ne? In skratka, nekaj zelo velikega bi se sicer moralo zgubiti, da bi Golob ta primat zaradi aparatov, ki jih zdaj drži v rokah, izgubil. Ne? Eno je to, kar je Bernard omenil, ta izjemen aparat, ki ga je uspel ustvariti za umirjanje ostalih, ne? Zato, da jih utiša. Ne? Kot je bilo rečeno, minister je v glasilu Svobode praktično fasal klofuto, sicer izven sezone, poleti, torej izven politične sezone, ne, pa se ne nadaljuje nekako zgodba, ampak mu je bilo pokazano, mu je bilo, da pač morajo dati recimo mir. Ne. In bo zelo zanimivo torej naslednje mesece ravno to spremljati. Kdo sploh se bo proti Golobu postavil v tem bloku? Ne, če ne bo spet, tekma bo Golob Janša. In bo samo vprašanje spet novinarjev, ali ste pripravljeni iti v tako ali onako koalicijo in predvsem vprašanje, kdo od zunanjih ima možnosti recimo vstopa nekako v parlament. Sam potem to pomeni, da mi vsi Goloba malo podcenjujemo, kako, če mu je uspel. Ne, jaz bi rekel tako. Takšen načrt, ne? Golob je zasedel mesto primusa na tej levi polobli politični. To je, zdaj, a je to mesto dovolj za zmago? To bo vprašanje. Nič ne kaže o tem, da je dovolj. Ta hip bi rekel, da tudi nima nobenih indicov ni, da gledamo zmagovalca podočga. Ampak nekaj se pozablja pri novih obrazih. Do leta 2011 nismo imeli novih obrazov. Smo imeli politiko, tudi ker je nastala stranka Desus, je to trajalo nekaj mesecev, gor dol, ideje so bile, početja, ni šlo samo za nov obraz. Nov obraz se začne pol 2011 z Jankovičem in potem pri vsakih volitvah producirajo kakšnega. Ampak, zdaj se pa zdi, da gre res samo za nov obraz. Pa ni, vzajmo en primer velikega zmagovalca, kot je bil Miro Cerar. Bil je v politiki nov obraz, ampak on je bil zelo dejaven. On je ves čas pri tem, ne kot Prebilič, ki samo slišimo, da bo, a bo, ko bo, če ne bo. On je redno nastopal v odmevih, v oddajah, imel svoja mnenja in je dejansko je utelešal pravnika, ki je skrbel takrat rečemo za etičnost ali karkoli. Etik, ja. Ja, o tem je govoril in to je ves čas počel. Iz dneva v dan hodil, predaval, skratka, veliko energije v to vložil. Prebilič, jaz pri njemu zdaj energije ne vidim, nobene resne. Ne? In tudi izjave, ko se on, bi rekel, nastopi, so vse v tej formi antijanšizma. Vsi, ko on reče, isto kot če bi rekla Joveva, bolj manj. Skratka, nobene distinktivne poteze nima. Ne? In da se pravzaprav vprašamo, zakaj ni teh distinktivnih potez. Če vzamemo na drugi strani, sej tam imamo skozi neke spore med Novo Slovenijo, pa politiki SDS, pa so pač tovariši, ampak so tudi bojevniki drug zoper drugega. Na tej strani je pa nastopal pravzaprav nekaj, kar je prišlo, kar je bila značilnost partijskega režima. V partijskem režimu pravzaprav še literarnih kritik resnih najprej ni bilo. Namreč prvi, ki je doživel ostro kritiko, je bil Kocbek, pa je to pomenilo, da je politično mrtev. Skratka, ta strah, da ti ne smeš izrekati svojega mnenja, ker lahko kaj škoduješ,
upeljal partijski režim. Pred vojno so bile polemike sestavni del življenja, ljudje so na smrt v literaturi, mislim v književnih revijah polemizirali, pa so v kavarni unijo ampak klepetali med sabo. Ni šlo za to ločitev. Skratka, čim imam drugačno mnenje, kot ti sem tvoj sovražnik. To je bil stari čas, partijski je to eliminiral, potem 90-ta pa 80-ta so spet malo restaurirala. Ampak zdajšen čas, vzamo en tak primer zelo očiten. Ljubljana. Župan lahko počne stvari, ki so skregane z vsemi načeli. Če vzamem zdaj eno, o kateri se sicer ne govori, šport. V športu je ideja tekem mest gor dol, kako boš uspel, recimo v rokometu. V rokometu imamo zdaj naenkrat velikega ljubljanskega Slovana, ki je nastal tako, da je dal župan 2 ali več milijonov denarja prek mestnih podjetij klubu. To je na evropski ravni nezaslišano. Skratka, košarki, fuzbal je to vse prepovedano. V Sloveniji, ne glede kako, pustimo, to še grejo te judikature skupaj ali ne, ampak dejstvo je, da nihče ne reče, čakajte, tako pa ne gre, tam imate eno Celje, Slovengradec, Trimo, karkoli, ekipe, ki so nastajale, ne vem, podjetja, zadnje, cel know-how, pa nekdo pride z vrečo denarja, in nikoga ne vpraša, on odloči v Ljubljani javnega denarja, recimo podražili bomo te cene za gor dol, bazeni so dragi na smrt, dali bomo pa za gledanje športa. Skratka, nekaj, kar bi mogel vsak z malo kulture levičarstva ali pa z malo kulture, recimo teh socioloških kritik, v katerih smo univerza vzgajala kader, nihče se nič ne oglasi. In ne na ravni politike, ne na ravni intelektualcev, recimo levih. Skratka, imamo torej... Oglasijo se, ko gre za Gazo, na primer, ne? To je nekaj drugega. Gaza nima ničesar Slovenijo, to je pač, bomo kasneje. Ja. Ampak hočem reči, to je ta fenomen, zato se zna zgoditi pravzaprav ta hec, da zna Golob potopiti vse svoje ali pa zaveznike. Vprašanje, koliko glasov bojo še imeli SD pa Levica v naslednjih volitvah. Se strinjam, mislim, oboji so v bitki za pristopiti parlamentarni prag. Lahko bodo prišli kakšni novi igralci noter, je vprašanje. Ker tretja opcija, ki pa jo vidim, je pa, da se sploh ne bo dala sestaviti večina. Če pride recimo noter ena resnica z nekim resnejšim rezultatom, 7-8, kar je tudi kakšna anketa recimo pokaže, in ostane zvesta svojim besedam. Pol ne more iti v nobeno koalicijo. Veliko pričakovanje za politično stranko je to, da ostane zvest besedam. Ja. To bolj pravim, da je veliko vprašanje, torej kaj se bo zgodilo, in se strinjam. Tle je ključna zadeva, bo celotna konstelacija političnega prostora in predvsem videti, ali se zgodi lahko še neka politična bomba, ali pa bo tako anemično, rekel, tako kontrolirano pripeljano do same volilne kampanje. No, rekel je nekaj tako malo bolj, kako bi rekel, ostrega, Vladimir Prebilič, ki je rekel, da bi težko, oziroma nemogoče, da bi sodeloval z nekom, ki bi ga recimo obsodila KPK, kršenja etike in integritete, s tem, da bi naprimer eliminiral Goloba. Tudi z Janšo sodeloval. Ja, no sej, ja. Recimo, hoče reči, bila je neka taka distinkcija. No, ampak prav si mogel pomisliti, da si eno najdu. Ja, to je, ampak našel sem eno. Ja. Dobro, če gremo na zunanjo politiko, zdaj 2 taka dogodka sta bila, ki se je v bistvu malo pokazal ta kolaps te slovenske zunanje politike. En je bil tisti srednji posvet z diplomati konec avgusta, kjer je pač, koliko sem se jaz pogovarjal z diplomati, so bili nekateri šokirani, tudi celo neki tuji diplomati, ki so bili tam povabljeni na tem, kako so te 3 naše prve dame, Tanja Fajon, zunanja ministrica, predsednica Republike Nataša Pirc Musarjeva, predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič, tekmovale v političnem aktivizmu, zlasti kar zadeva Gazo in Izrael, Ukrajina praktično ni bila omenjena, vse Klakočarjeva ni omenila, ki je mimogrede tudi na nekem sestanku govorila v angleščini. In pa zdaj tale skromna udeležba na Blejskem strateškem forumu pred par dnevi. Pa me zanima, zdaj, a je zdaj to, bom rekel, kolaps se je zdaj pokazal, recimo pred nami vsemi, ta kolaps slovenske politike, zunanje politike? Ja. Se kaj dosti nepričakovanega to ni, ne? Ja, nekaj se je vsem zgodilo v smeri, bi rekel, upada. Zdaj smo imeli izredno stanje, koliko boš 10 dni, 14, oziroma se še ves čas na cestah. Ko zaprejo hitro cesto čez Vipavo. In
se zgodi zgodovinska stvar, da prevozniki napovejo blokado. Prvič se nekdo upre, vedno se vzame, ko se nekaj obnavlja, se ne da drugače, to je edina možnost. In kaj je bila prva reakcija? Najprej nevoljna, pravi ministrica Bratuškova, to je nezaslišano gor, dol, no, ampak pa vsem sprejme pogovore. In na teh pogovorih najde krivca. Mi smo se vse zmenili z italijansko policijo, z Italijani se ne držijo tega. Skratka, torej fašisti so krivi za vse skupaj. In potem so celo najdeli dovolj racionalno rešitev, da so tam en krak vsem sprostili Vipavske ceste brez italijanske zlobe, skratka obračunavanja z njo. No, ampak zdaj poglejmo, kaj pa te stvari nekaj najbolj nenavadnega. Če se ti lotaš tako velikega projekta, in to je velik projekt, sploh če pomislimo, da gre tam za 10.000, 100.000 ljudi, ki jim ti lahko po par ur vzameš na dan. To je veliko nasilje. Ljudje se v resnici ga podcenjujejo. To, če nek politik izreče kakšno besedo, ki ti ni všeč, časopisi polni, to, da ti pa vsak dan jemljajo po pol ure ali pa uro, in ko greš ti na sestank, zgubiš pa še par ur več, zato ker moraš računati, ne veš, a boš prišel do Kopra, ne vem, v 1 uri, v 3, 5. In, no, hočem reči, to je resno v resnici politično vprašanje in bi mogel biti izjemno pozoren, pazljiv stališča politike, kako torej obnavljati ceste, da bi šlo to čim hitreje, dejansko čim hitreje in čim boljš narejen kvalitetno. No in zdaj, kaj bi v tem pričakoval? V tem bi pričakoval, da ko prija za plet, da zunanja ministrica pokliče italijansko zunanjo ministrico ali pa premier pokliče Melonijevo in potem stvar rešijo. Ampak očitno tle ni nikakršnih stikov resnih. Stik je na pogrebu papeža, ko bodoča gospa tedanja, bodoča predsednica, slika selfije na pogrebu ali pa na kakšnem drugem. Skratka, očitno se te ne pogovarjajo. Nimajo nič, nobenega dialoga med sabo. Ampak očitno se res ne? Seveda. Ker, če vzamemo tako, kaj pa je... Spomnim, Dimitrij Rupel se včasih hvalil, da ima na 1000 telefonskih številk v beležki. To vprašanje, če jih imajo. Še Pahor je lahko poklical italijanskega predsednika. Skratka, vzamemo torej na tej ravni, ko bi mogli biti, ni ničesar. Druga je tudi ena aroganca. Ko se ti odločaš za tak projekt, pa računaš na kooperacijo sosedne države, potem moraš počakati. Skratka, ne začneš ti z obnovo, še preden nasprotna stranka naredi, ampak pač počakaš in gradiš v dialogu. Tukaj, ali pa recimo vzemo te avstrijska, zame pač relativno, zaenkrat ni bila neka silna stvar, en incident, izgred recimo policije in z največjimi topovi se že tolče, kot da smo pa skoraj v vojni. In zdaj, smo mi tako rekoč v vojni s sosedami. Je pa še z vsemi, ne? Ja. In zdaj, kaj je smisel diplomacije? Pa ravno to, da odpravlja vojne, da najde besede, da najde načine, kako mi to preskočimo. In v tem smislu, ko vidiš, kaj treba kakšno dejanje narediti, slovenska politika je brez zoba. Vzemimo celo, če se spomnite une zgodbe, ki je bil naš potopisec, pa humanitarc, Križnar nekje v Sudanu. V Sudanu ujet in so ga zaprli. In tam strašen režim, ništa. Na kar se izkaže, da je predsednik Drnovšek še v času neovrščenih imel stike z unim predsednikom, ga pokliče in Križnarja spustijo. Skratka, v resnici je treba tudi na novo malo vrednotiti recimo Drnovška. Drnovška v tem smislu, kaj je bil sposoben svojo zunanjo politiko narediti in je imel neke stike. Zdaj je pa, seveda zgodaj se pa ena razlika. Zunanji minister ne more biti zvezdnik. Lahko je zvezdnik Kissinger bil, se je ukvarjal z vojno, pa je utelešal ali je šel prvi na Kitajsko, prvi v Rusijo po tolikih letih. Zvezdnik male države ne more biti zunanji minister. In naši pa poskušajo biti. In na kakšen način poskušaš biti? Z težkimi besedami, radikalnimi besedami o Gazi, če se spomnite. Samo očitno, ja, tudi jaz malo spremljaš tuje medije tega sploh ne zaznajo, teh težkih besed naših politikov o Gazi. Se jih nihče ne omenja, se tudi Blejskega foruma nihče zlepa ne poroča v časopisi o tem. Ampak hočem reči, to je namenjen domači publiki.
Skratka, naenkrat si ti junak, kot sem prej rekel, celebriteti ali pa estradna zvezda, kot pravi Sebastian. Skratka, ko reče nekaj močnega v zvezi z Gazo, genocid, se pravi predsednica ali pa zunanja ministrica, wow, naši mediji pravijo junaštvo, pogledajte, kaj se upa. In to retoriko pravzaprav ponavljajo zato, da doma postanejo zvezdniki. Zvezdniki pa postanejo v stvareh, ki zadnji nobenega herojstva. Ti nisi nič naredil, bi še zastopil, ok, napadmo Izrael, pošaljmo tam 3 glav, pa ne tovče gorku, kar nese. Skratka, če že rečeš, si proti tej deželi, se boš uprl. Ampak tukaj so vse besede, ki nič ne pripeljejo. Skratka, slišajo se čudovito in recimo en tak meni zanimiv. Tam na Twitterju smo imeli dobro opombo, ukvarjamo se z Gazo, ne znamo pa rešiti problema na Fernetičih, to, kar si prej pač razlagal. Recimo, ali pa točno to. Ta odnos, recimo, to je super izpostavil, ravno odnos do sosednjih držav. Zdaj, če pogledamo samo Italijo, prva stvar, na Fernetičih, zakaj Italijani delajo kontrolo? Zato, ker Slovenija ni sposobna braniti svoje meje in ker so begunci prehajali prek Slovenije, prihajali v Italijo, v Trstu in Gorici so bile izjemne težave in zato so Italijani pač upeljali dodatno kontrolo na mejah. To pomeni, Slovenija je kriva za to, da Italijani kontrolirajo meje, ker tega mi nismo sposobni narediti. Potem je bil seveda ravno to spet ogromen halo, nevarnost fašizma v Italiji, ko se je pojavil tisti napis na slovenskem konzulatu v Trstu, da bi se seveda izkazalo, da je Slovenec to napisal. In je policija italijanska se hitro potrudila, ga našla in povedala, to ni noben njihov naredil. Zaradi tega, ker na drugi strani je popolnoma drugačna slika, kot jo tle v Sloveniji si prikazuje. Italija je izjemno prijateljska do Slovenije. Tudi Ezuli, ki so bili, bom rekel, najbolj sovražni zaradi grenkobe družinske, ker so bili pregnani iz svojih domov, spreminjajo malo svoj pogled. In zdaj so se zgodili pomembni simbolni dogodki. Prejšnji teden je bil izjemen simbolni dogodek, za katerega so leta in leta delali številni ljudje, tudi slovenske diplomacije. V Pirani je bila vrnjena ena slika, ki nima neke velike umetniške, recimo, mislim, je pomembna, ne bo kakšen umetnostni kritik rekel, da zmanjšujem njen pomen, ampak simbolno je pomembna, zakaj? Ker je del umetnin, ki so jih Italijani med drugo svetovno vojno odpeljali iz naše Istre, skupaj z arhivi. Skratka, to je bilo veliko simbolno dejanje, ki ga nobena druga vlada prej z italijanske strani ni izpolnila. Giorgia Meloni je pa to izpolnila, pa izjemno poudarja, bom rekel, grozote, ki so bile storjene Ezolom in tako naprej. Ampak Italija daje signale prijateljstva. Po jutrišnjem pride v Koper predsednik Mattarella na otvoritev prenovljene šole. Skratka, Italija se trudi s prijateljskimi gestami, Slovenija pa skače s takimi brezvezarijami, kot je bila ravno ta izjava ministrice Bratušek glede zapleta recimo na Fernetičih. In se strinjam, podobno velja glede Avstrije. Skratka, zunanjo politiko ta nivo slovenskih politikov res razume samo kot še eno orodje za slovensko javnost. In to je pa potem, če pa pridemo na globalno vprašanja, ko se pogovarjam z ljudmi, ki delajo v Bruslju, pravijo, da se vsi čudijo, kaj počne Slovenija, zaradi tega, ker je Slovenija zdaj izpadla najbolj skrajno, radikalno leva država v Evropi in pravi, kjerkoli, na kateremkoli dogodku pridejo vprašati, kaj počne vaša vlada. Gaza je seveda zapleteno vprašanje, ni enostavno, bom rekel, se sploh opredeliti moralno do tega, kar se dogaja tam, ampak to, kar država počne, je dejansko početje iz ihte, brez učinkov, oziroma brez pozitivnih učinkov v sami Gazi, z negativnimi učinki za ugled Slovenije, oziroma za tudi težo Slovenije v drugih pogovorih v mednarodnem prostoru. A to potem, da pomeni to, zdaj, kar prav pač Sebastian, da je bil recimo to neploskanje teh tujih politikov, ki so sedeli tam v prvi vrsti, medtem ko je Nataša Pirc-Musar pač imela svoj govor, da je to v bistvu neke vrste zunanji odraz tega, kaj si recimo svet misli o slovenski zunanji politiki. Ja, še to. Seveda, stvar je v resnici zelo
skreganja tudi z stvarnostjo. Na tem srečanju z diplomati je uporabil premier tako lepo plastično predstavo, da Slovenija zdaj lansira ideje, ki se jih drugi še ne upajo, pa jih bojo enkrat kasneje. Če pa bi bilo vse v redu, bi bil mir v svetu in podobno. S tem poanto, da jih bojo pač zamudo kasneje vzeli. In zdaj vzemo in pa se zdelo, kot da ima dokaz. Slovenija prizna Palestino, potem Belgija, Francija, ampak ne povejo pa ničesa. Da ko Belgija prizna Palestino, jo prizna z rezervo. Pravi, začne veljati, šele ko izpustijo talce in ko Hamas ne bo več obledoval Palestine. Skratka, Slovenija nobene te zahteve ni imela. Skratka, in zdaj, če vzamo zdaj hladno, tudi te, ki priznajo Palestino, pripovedujejo nekaj podobnega kot Netanjahu. Metoda je malo drugačna. On bi sam obračunal z Hamasom, te bi pa obračunali, sem nobenemu še ni jasen, kako bi. Ker jaz mislim, da je nemogoče. Če ena skupina drži celo državo in zdaj, kaj je zanimivo pri tem žurnalizmu iz Gaze. Nekaj moramo vedeti, da obstaja propagandni žurnalizem, ki je še veliko močnejši v vojni. V vojni seveda je vrag. Najprej ta, da Izrael ne daje dovoljen novinarjem, da hodijo na Zahodni breg. Se pravi, zdaj kdo poroča Zahodnega brega? Zahodnega brega poročajo ti, ki so v sozvočju s Hamasom. Ker če ne bi pa Hamas odpihnil, če bi pisali karkoli o obliki vladavine. In zato tudi nič ne vemo, kako deluje ta oblast zdaj, na kakšen način v vojni. No, ampak dejstvo je, da kakor so mediji propaganda kot v zdajšnjosti, kot je rekel prej Sebastian za aktualno našo politiko, so tudi v vojni. Recimo, v Ukrajini sem zdaj prvič slišal en tak stavek, do zdaj smo poslušali iz strani ukrajinskih državnih predstavnikov, kjerga otroka pa koga so Rusi ubili. Zdaj, stvar je malo nenavadna, zakaj bi uporabljali tak high-tech orožje, da par otrok pobijajo. Oziroma, tisti se vprašamo, o čem ne poročajo. Poročajo pa ne, kaj so zadelali, koliko vojakov, koliko skladišč orožja in gordo. Zadnjič je bil pa prvi stavek, ko je bila zadeta palača vlade in so sami rekli, ne da so Rusi ciljali, ampak to je bilo pa od razbitin proti letalske obrambe. Se pravi, vedeti moramo nekaj, da nas ni tam. Nam poročajo, pač in vedno ima, taki poroča, ima svoj motiv. Sploh z ozirom, da ni več klasičnih novinarjev. Nekdo, ki je hkrati aktivist Hamasa, pa poroča, ok, lahko to celo drži, ampak poroča sam en del. Jaz, ko sem delal knjigo o zgodovini slovenskega časnikarstva, mi je bil tak obdobje zanimivo, ko so imeli v Bosni proti turško vstajo naši slovanski bratje in Jurčič poroča, navija za vstajnike, ampak zdaj, odkje on ve? Poročajo mu torej prostovoljci, pa kakšen oficir, ki je prestopil na uno stran. Skratka, aktivni vojaki vstajnikov poroča, kaj se tam dogaja. Jurčič je bil dole, kako? Ne, Jurčič je v njegovem časopisu, hočem slovenski narod. Ne, smisel je bil dole. Ne, naredil je ogromen korak, do takrat so naši časopisi sam prepisvali, kaj drugi pišejo. Oni imajo pa svoje dopisnike, sicer na poseben način. In pa je bila ena stvar, ki je očitno, z distanco vidiš, da nekaj ne deluje in pripovedujejo, koliko so Turki ljudi poklali, glav posekali, na kolena bil gor dol, zverinstva, kaj so požgali. Pa v neki drugi priliki, ko so zmagali vstajniki, pa povejo, so pobili 200 turških vojakov, pa še 300 drugih Turkov. Kdo so zdaj drugi Turki, če niso vojaki? To so civilisti. Pa so zaplenili tok drobnice, gor dol, skratka, kradali, požigali so. Ampak v tem primeru je bilo to ok, to je bila zmaga junakov. Skratka, to tradicijo imamo tudi mi in v vsaki vojni je vrag. Pri vojni moramo imeti veliko distanco. Dejstvo je, da ljudje umirajo. Dejstvo je, da je cel kup grozodejstev. Ampak kaj vse je in kako nastane? Recimo en tak primer, ki je, ko sem opazoval, recimo, ko je Izrael napadel bolnico v Han Yunisu, to je bilo velik škandal, napada bolnico. Ampak tam bilo vse nekaj nenavaden. Izrael je rabil 6 dni, da je prišel v to bolnico, kar pomeni, koliko dni rab slovenska vojska, da pride v klinični center, še 1 minuto vstop. To pomeni, če je rabil izraelska vojska 6 dni, pomeni, da je nekdo streljal tam.
Skratka, kar je tudi taktično jasno, kje pa če se Hamas bori, ne na odprti fronti, nekje skrit. In to je tudi nekaj, kar morajo mediji poročati. Ne poročajo samo stališča žrtvu ali pa tega, ampak kaj se tam sploh dogaja. In tega pravzaprav ni bilo. In slovenska politika, njen v resnici popolni kolaps govori, ko je šla zunanja ministrica in imela turnejo še na Bližnjem vzhodu. Pa je prišla v Izrael, vi sta prej omenila, da niso ploskali, te se je zgodilo hujše. Prijeli niso. Predsednik je čist, ko bi rekel, imajo očitno maj šlifa, Izraelci pa saj predsednik protokolarno jo sprejme. Ni tako, da je nihče ni sprejel. Ampak vsi pomembni iz vlade nihče sprejel. Skratka, to je v resnici pravzaprav pomeni, da ne znaš upravljati diplomatskega dela. Namreč ti, ko se pogovarjaš v nekih konfliktnih situacijah, se moraš pogovarjati s tako imenovanimi največjimi negativci, če ne smisel, pa uporabljaš druga sredstva. Diplomacija kaže pot, kako najdeti dogovor celo med tem, ki se zdi, da ga ni. In recimo pri nas to ni nobenega interesa zunanje politike, zato ker je razmišljak samo o tem, kako bomo z hamasovskimi ali pa antiizraelskimi besedami dobili čim večjo popularnost. In kaj zdaj je hudič? Popularnost pa nas, misliš? Na domači sceni. Na prejšnjih volitvah so zmagali, recimo jasno, zaradi covida in Janšine politike tedanje, tudi s tem povezane, in antijanšizem je dal glavni veter. Zdaj pa deluje, kot da ima glavni veter. Ta leva stran je v resnici Gaza. Več, ko je del, ko to traja, več, ko se te eskalacije ubija nadaljujejo, boljše za to levo stran. Ker to je pravzaprav edina taka močna politika, kjer se pokažejo kot popolnoma čisti, junaki. Smo na pravi strani zgodovine. A je to možno, recimo, da bo Gaza prva tema slovenske parlamentarne volitev prihodnjih? No, jaz mislim, da prva tema ne, lahko je pa prva seveda zunanja politična tema, torej in tudi res izjemno pomembna, ker je tista, ki čustveno mobilizira. Zdaj samo vprašanje, koliko bodo sposobni tudi, dajmo reči, strategi leve anti-Janša bloka sestaviti celo konstelacijo. Ker vidimo, da si levica včasih seveda izmisli problem. Recimo v Sloveniji pravica do splava ni problem, to je ustavna kategorija, to je, lahko obstajajo ljudje, ki nasprotujejo iz svojih verskih, moralnih razlogov, ki molijo za te ljudi tudi na ulici. To je del pluralne družbe, ampak politično to ni problem. Ni ene resne politične stranke, ki bi želela spremeniti ustavo, kar se tega tiče, ali ki bi želela spremeniti interpretacijo ustave, kaj pomeni tista fraza, recimo v ustavi. Ampak iz tega se seveda dela ogromna kampanja. Zakaj? Ker je to čustveno nabita zgodba, pri kateri se določen del ljudi zelo hitro aktivira. In podobno je, ko gledajo ta prikaz, medijski prikaz dogajanja v Gazi. In to zna biti pomembna tema, predvsem zato, ker bodo prikazali na drugi strani, kaj je ključ. Prikazali bodo pa Janšo kot podpornika Izraela. In to je bistvena zadeva, zakaj bi to bila tema, ki bo uporabna v kampanji. Če se greš danes pogovarjati z številnimi ljudmi, ki imajo opravka z gospodarstvom, državo, pravijo vsi, da se državni aparati dejansko sesuvajo in da tako katastrofalne vlade še ni bilo, da je treba to spremeniti, da bi raj volili Janšo in tako dalje. In to se ponovadi vedno dogaja v neki fazi teh raznih levih mandatov. Pol prije pa zadnji mesec pa masovna hipnoza. Kar naenkrat, sam da ni Janša. Od ljudi, ko bodo danes govorili, ki bodo tudi povedali, da je tudi v času covida državna politika delovala za župane, za podjetja, reševalo se je probleme. Bodo v tistem finišu se bo samo iskalo neke te čustvene sprožilce antijanšizma. In to bo ključ potem volilnega rezultata. Zanimivo, pride ven podatek, zdaj v času poroke, da pač imamo že približno da bomo imeli 2 milijardno luknjo. Zdaj imamo milijardo, to je srednja tema. In bo srednja tema, ampak ni pač dobene besede. To je preveč komplicirano za populus, da rečemo. Preveč komplicirano. Za populus je to preveč komplicirano. To so številke, to je matematika, to so denar, ki ga ne morejo si zamisliti, kaj pomeni 2 milijardna luknja. To je bilo včasih, ko si omenjal prej komunizem. Podražitve so
takrat so bili recimo delovski sveti in je razlagal en star takrat občinski svetnik, ne, in je bila najprej tema največje investicije, kot da bi danes rekli 1 milijarda, ne, in se javi direktor, pove in vsi tiho, ne, pol je bilo nekaj že prišlo recimo na nivo 200,000 evrov, pa se jih je že 15 javilo in pol je bila zadnja tema, katero kavo bodo imeli in tam je pa cel delovski svet seveda skočil v luft in so vsi govorili, ne, ker je domača tema in bila, ne. Ta tema je pa že za novinarji ne znajo predstaviti, kaj pomeni 2 milijardna luknja. Kaj to pomeni, kakšna razlika od letos, recimo že na lansko leto, ki je bilo tudi Golobovo leto, pa je bilo 200 milijonov, mislim, da koliko na koncu. To je res, ampak kljub vsemu v deželi ena vrsta ekonomistov, ki to razumejo. In mediji jim bi dali lahko besedo. Lahko bi jim dali, tako. Če ne bi bili propagandni aparat. Ja, to je to. Skratka, tle je na ravni ljudstva res mogoče težko razumljivo, sam da se to. No, da se to pojasni. Slišim, so neka navodila, obstaja neka navodila, da se vsi ti problemi podražitve, avtoceste, gneče in tako dalje, pač ta primanjkljaj, da se to medijsko ne povezuje z vlado. Ne? Češ, pač to je pač... To se pač dogaja, to se dogaja in vse Evropi. Golobova vlada nima nič zadnje. To je naravni pojav. Naravni pojav, ja. Ja, torej, to je približno, tako mediji funkcionirajo, ne? Večkrat smo se že pogovarjali, da največ 10% ljudi dejansko spremlja politiko, recimo. Ne, ostali živijo svoje življenje. To je, po eni strani je to privilegij modernega časa, da ljudje lahko živijo svoje življenje in da bi se zmenili recimo za oblast. Ne, in zaradi tega je to tudi v masovni demokraciji največje tveganje. Demokracija deluje ne samo, če so procedure, pa če so pametni, dobri voditelji, ampak mora politična skupnost imeti, bom rekel, vsaj nekaj v glavi političnega, da lahko odloča o svojih voditeljih, da na koncu se dejansko ne zvede zadeva na to, kako lepa slika s poroke ali pa kako lep video predsednika vlade s kužki in podobne zadeve. In nam manjka to, nam manjka torej demokracija, nam zmanjka v ljudstvu, ne v zakonodaji, politični kasti, procedurah in tako naprej. Ne? Torej, ljudstvo bi moralo politično dozoreti, da bi znalo presojati, kako danes živi v primerjavi s preteklimi leti in narediti to asociacijo. Ne? Ker tudi, kar se tiče recimo gužve na avtocestah, je zadnjič Niko Gamulin iz Kopra analiziral podatke za 10 let in ugotovil, zadnjih 5 let, če pustimo COVID, v 5 letih se ni povečal promet čez Slovenijo. To je po 2-3%, torej ni to velik skok prometa. Pomeni samo, da so slabo upravljani tej tokovi. Zaradi tega, ker je preveč gradbišč, premalo delavcev na gradbiščih, zadnjič je pri tebi gospod Štrancar odlično povedal, ne? Na gradbiščih imamo v glavnem gradbeno mehanizacijo, ki tam stoji in gremo in se kasira za njo. In te asociacije ljudje ne naredijo, da je konkretno vlada Roberta Goloba kriva za te zadeve. Ampak tukaj praviš, ravno to je vprašanje, da ko ti svojimi očmi vidiš, se peleš po cesti popoldne, gužva, na gradbišču nikogar. Skratka, si percipiral, da sistem ne deluje. In zdaj, kaj se zgodi? Skratka, to ni medijska tema, da bi mediji se ukvarjali s to realnostjo. Pogledaj konkretna, tle gre zelo banalno, konkretna gradbišča. A delajo popoldne ali ne delajo. Ker je v resnici, bi rekel, izjemna nepoštenost, da za ljudi zapusteš promet, pa nišče ne dela ta čas. In zdaj, recimo, kaj je vlada dosegla, je, da o tem, to je nekaj specifičnega, ne more laik govoriti. Ampak ravno laik lahko govori. Lahko ugotavlja ta preprosta dejstva, da nikje se ne počne. Jaz sem zdaj videl pri Šentvidu, ki se tam z biciklom in vozom, recimo, ko so ga odpirali, se je delalo v nedeljo. V nedeljo vse betonira, prej pa vsak popoldne nikoga. Ne? Hočem reči, in če bi mediji več čas pritiskali, ali pa tudi pri avtocestah, meni se tudi eno resno vprašanje, dejansko, a ima smisel zapreti toliko stvari hkrati? Moraš pogledati, kaj bo cesta še prenesla. A prenese eno zaporo, pa jo tam probaš zmanjšati. In da imaš ti know-how, da uporabljaš vso to sodobno inteligenco. Da, z tega nima, ali kako? Vse to da, smo inženirji, imamo umetno inteligenco. Se ne zmenijo za to. Pri Darsu to je stvar upravljanja. Vodstvom se za to ne zmenijo. Ampak ti, zato pa v družbi rabaš kritiko. In Dars je
deluje, pa recimo tudi elektropodjetja, cel kup so to bastioni, mi delamo najboljš, kar je možno. Skratka, drugi ste neuki, ne razumete, ne veste. Je lepo rekel direktor Darsa, kako delam jaz gužvo na cesti ali kaj, ne? To je njihov odnos do tega. No, to je pa tudi dejstvo je, da ob takih stvarih bi mogel nekdo odleteti. Šef. In potem bi stvar delovala. Vzamemo šefa železnic, ki je večen, najbrž zato, ker ima količino služb, ki jih da pol odsluženim politikom, pa še zdaj nima, ne? In potem nobenih težav. Lahko stojijo vlaki, imajo zamude, gor, dol, sem, tja, nikoli ni za nič odgovoren. Nikoli ni šef še, bi rekel, odletel, ne zaradi političnih stvari, ampak zato, ker stvar funkcionalno ne deluje. Dobro, še eno vprašanje imam, ker smo proti koncu. Zdaj, ta učitek Nataše Pirc Musar, Plenkoviću pa drugim politikom, a je bil to, da niso ploskali, da bi morali ploskati? To je tisto, kar je prej Bernard omenil. Torej, oni niso tam zato, ker bi naredili nekaj junaškega, tam so, ker so. Ker ona misli, da ji torej pripada, da če ona govori, bi morali ploskati že iz neke uljudnosti. Ne? Njegovo neploskanje je bilo politično dejanje. On je s tem jasno povedal, kaj si o tem misli. In dejansko bila je peščica, samo, torej res nizka udeležba na Blejskem strateškem forumu, še to v glavnem povabljeni, tisti, ki so kolikor toliko prijateljski, recimo s to vlado, in še oni niso ploskali. Ne, smo gledali, Edi Rama, sploh ne vem, če je poslušal po telefonu. Ampak on ima drugačno stališče okoli Gaze. Ampak v vsakem primeru torej ni bilo neke velike pozornosti do tega njenega govora. Ampak očitno je najbolj zabolel Plenković, ne? Najbolj je zabolel Plenković, ki pa sem rekel, to je politično dejanje, ker on je politik, ne? Ona pa ni. Ona je postaja, mogoče bi se lahko razvila. To je pa politično amaterstvo, ker ne razume tega, kar je prej Bernard rekel, da ni samo zaradi položaja, na katerem je, ji pač ne pripada aplavz. Ne? Če pa tudi v Evropskem parlamentu je imela podobne težave, nekaj je upila na poslance, ki so zapuščali zaradi njega govora. Krpete, izvoli. No, ampak tle še nekaj, v resnici tudi odziv je politično dejanje. Ali boš ti ploskal, imaš pravico, ni ti treba ploskati. In zdaj, če vzamemo... Pa tukaj ni tega, ko on pravi spoštovanja, ali kako? Ni pač Plenković bil dolžan ploskati? Ne, vse nekaj moramo upoštevati. Če se pojavi predsednik, pa nekaj pove, čez trivialnega, bo dobil lahek aplavz. Če pa pripoveduje, bi rekel, nonsense ali pa stvari onkraj bi rekel, diplomatičnega jezika, potem lahko tudi ne ploskamo. Ne? In zdaj, bi rekel, ta vzdušje, če vam dam en zgled, recimo Dalija poznamo kot velikega umetnika. V mladih letih je sodeloval tudi z nadrealisti v dramskih predstavah in enkrat gre na svojo premiero in ga prijatelj sreča, on ima polne žepe, prav, kaj imaš? Ja, prav, imam kamne sabo. Prav, zakaj pa? Ja, veš, kaj imam premiero, če bojo name metali jabke, vmes nazaj kamne v njih metal. Skratka, tudi v gledališču, zakaj treba vedno ploskati, lahko tudi žvižga stvar, enako v politiki. Če tako vzamemo, kaj pa je bila, smo pozabili, recimo napadec Čaušeskuja, on je bil vedno navajen, da se je ploskal. Poslednji miting so mu začeli žvižgati in od tega, da so mu začeli žvižgati, je bil hip konc režima. Skratka, nobenega razloga, oziroma tle mi govori in ta gesta še v resnici komedija, ki so gospa predsednica besni, kako se drugi slabo obnašajo. Skratka, očitati tako šolsko, kako se bi mogel politik obnašati, to je popolnoma nediplomatsko. Recimo... Zdaj Štranca je posredno zagozil Golobu, a ti zdaj posredno goziš, kako Nataši Pirc Musar, da sta doživela isto sodo kot Čaušesku, zakonca Čaušesku, nisi to mislil, ne? Da se razjasni, da ne bo, da ne bo reakcije iz kabineta. Ne, nima moči, se nima diktature. Ampak hočem reči, gesta v tem smislu, da oziroma kaže pa tudi nekaj, kako slabo prenašajo kritiko politiki, da ni navajen, da ga kdo tudi ne mara. Polno normalno dejstvo. Dobro, Bernard, Sebastijan, najlepša hvala za vajne komentarje danes, mi pa seveda se vidimo prihodnji petek, do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.